1, 2, 3. Streljaj! Kaj vidiš, general? Moral bi poskrbeti za take granate, ki bi ne raztresale okoli toliko dima, tako da bi človek lahko takoj videl, kam je zadev. Skušal bom nekaj stakniti, veličanstvo. Kaj se to pravi stakniti? Preskrbo jih boš, da veš. Smo kaj zadeli? 2 smreki na levi strani gozda. Krasno. To se pravi, da ima moj sovražnik kralj Bum Bum še točno 597 dreves, veličanstvo. Odlično, pisar. Zadnji 2 si črtal, kaj ne? Sem, veličanstvo. Kaj dela naš nasprotnik, general? Na strelj se pripravlja, veličanstvo. Naj vidimo, kaj bo naredil s svojim pljuvalnikom. Vidiš kaj, general? Samo dim, veličanstvo. Kaj? On ima tudi granate z dimom. V isti tovarni kupujemo, veličanstvo. Sramota! V isti tovarni. Mi bi morali kupovati granate v boljši tovarni, general. Ni boljše tovarne, veličanstvo. Gotovo je. Samo najti jo je treba. Najdi boljšo tovarno, razumeš? Razumem, veličanstvo. Kako je? Vidiš kaj? Aha, hrast ob potoku so zadeli. Breza ob njem pa ima odsekan vrh. Brezo ne računamo, samo hrast. A torej smo za celo drevo na boljšem. Res za celo drevo, veličanstvo. Koliko strelov imamo še danes? Samo še enega, veličanstvo. Kako ta vojna hitro mineva. Komaj se človek uživi v boj, že mora končati. Sam bom pomiril. Na tisti največji topol. Slišal sem, da je ta Bum Bumu najbolj pri srcu. Aha, res je, veličanstvo. Zaradi njegove hčere, ki vsak popoldan pod njim poseda. Prav. Si bo že moral najti kakšen drug kotiček. 1, 2, 3. Streljaj! Kako je, general, kako je? Slabo vidim, veličanstvo. Morda se motim, toda zdi se mi, da topol še vedno stoji. Potem sem zadev kakšno drugo, še važnejše drevo. Z žalostjo v srcu moram ugotoviti, da niste zadeli tudi nobenega drugega drevesa. Kaj? Upam si celo pripomniti, da niste zadeli prav nič. Glej, da bo top do jutri v redu. Top krivo nese, to je. Popravil bom, veličanstvo. Lastnoročno ga bom popravil. Kaj se pa tam dogaja? Sam kralj Bum Bum miri na naš gost, veličanstvo. Naj vidimo tega velikega strelca. Nobenega zadetka, veličanstvo. Sem si mislil. Nikoli ni nič zadev. No, včasih že, če se mu je posrečilo. Pa še Bum Bum mu je imel. Pisar. Izvolite, veličanstvo. Se ti ne zdi, da je moje ime nekoliko prekratko? Meni je ime samo Bum. Mojemu sovražniku pa Bum Bum. Že mesec dni smo v vodstvu zadetki, zato se mi zdi, da bi moral jaz imeti daljše ime. Res je, veličanstvo, že včeraj sem vas mislil na to spomniti. Odlično, pisar. In ti, general, kaj ti misliš o tem? Veličanstvo, tudi jaz sem za to. Predlagal bi, da bi se od danes naprej klicali kralj Bum 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 in ne samo Bum. Bum. Da, Bum Bum Bum. 2 prednosti ima novo ime.
Naši ljudje ga bodo imeli del časa med usti, ker je ime bum, bum, bum daljše. Aha. Tako bodo na vas tudi več mislili. Druga prednost pa je v tem, ker se bodo sovražniki za izgovorjavo vašega novega imena bolj mučili. Pametno govoriš, general. Pisar, zapiši. Od danes naprej nisem bum, temveč bum, bum, bum. In moj sin Bam ni več Bam, temveč Bam, Bam, Bam. Kje pa je ta paglavec? Dovolim si reči, veličanstvo, da je že pri prvem strelu zbežal nazaj v mesto. Smrkavec. Bom že govoril z njim. Samo sramoto mi dela. Popoldan boš imel z njim 2 uri vojaških vaj. Kako pa napreduje? Žal mi je, veličanstvo, to da moram povedati po pravici. Zelo malo se zanima za top. Kaj? Še več, nobenega spoštovanja nima do njega. Včeraj si je upal pripomniti nekaj zelo neumestnega, veličanstva. Kar povej. Ko sem ga uril v umirjenju vstopom, je nenadoma rekel: General, kaj bi ne bilo bolje, če bi zabili to cev sredi trga v zemljo, jo napolnili s prstjo in zasadili vanjo rožo? Bila bi najlepša vaza našega mesta. To pomislite, to je rekel, veličanstvo. Bom že pokazal paglavcu. Kralj Bum Bum sporoča konec bitke, veličanstvo. Danes se mu pa mudi. Tudi ti zapovej konec. Trobentači, zatrobite konec 728. velike bitke med kraljestvom kralja Buma in kraljestvom kralja Bum Buma. Zadnje novice. Velika zmaga naše armade na bojnem polju. Kralj Bum lastnoročno sprožil top. Naša vojska vodi s 3,5 zadetki. Komentar pred jutrišnjo bitko. Slaba morala v vojski kralja Bum Buma. Velik vojaški talent kraljeviča Bama. Ta je pa dobra. Časopis, prosim. Izvoli. Kaj nisi ti, kraljevič Bam? Tako me kličejo. Moram ti čestitati. Kar 10 dreves z enim samim strelom. Kaj takega še general ne zmore? Kje pa to piše? V časniku, na drugi strani. Streljanje je gotovo nekaj lepega, kaj? Zame že ne. Primerjam ga z občutkom, ki ga imaš, če te kdo postavil kot klečat. Gotovo se šališ. V časniku vendar piše, da je to najlepši občutek. Tudi general pravi tako. Če bi ne bilo tako, bi se tvojemu očetu ne ljubilo stati vsak dan na nasipu in streljati na gost kralja Bum Buma. In kralju Bum Bumu bi se spet ne ljubilo streljati na gost našega kraljestva. Morda ima ta kralja res veselje streljati, mene pa to prav nič ne mika. Ne bi smel govoriti tako. Kaj, če te kdo sliši? Kaj me briga. Doma me tako čaka kazen, ker sem pobegnil z nasipa. Kaj pa te potem zanima? Kaj imaš rad? Gost. Modro nebo in sonce na njem. Streljanje pa uničuje gost in dim gorečih dreves zakrije nebo in sonce. Zdaj veš, kako je. Kaj pa ti delaš? Prodajam časnike, kot vidiš. In drugače? Drugače se ukvarjam s tehniko. Lahko ti pokažem, če hočeš. Na robu mesta stanujem. Prav, zelo rad bi videl, kaj počneš. Na zdravje, veličanstvo. Kot da nekdo misli name. Seveda, veličanstvo, vsi naši podaniki mislijo na vas, veličanstvo. Samo kaj mislijo, to me zanima. Vse najlepše in najboljše, veličanstvo. Tudi časopisi pišejo. Potem je v redu. Si že napisal odlok o novih imenih, pisar? Sem, veličanstvo. Takoj ga objavi, z balkona palače. Z veseljem, veličanstvo. Trobentači, zatrobite! Naš predobri kralj Bum je blagovolil izmisliti genialno misel, ki vam jo zdaj sporoča iz mojih ust. Kralj Bum se je po velikih zmagah nad kraljem Bum Bumom odločil,
da njegovo ime od tega trenutka naprej ni več bum, temveč bum, bum, bum. In njegov junaški sin ne bo več bam, temveč bam, bam, bam. Zapomnite si to, podložniki. Kdor bi kršil ta kraljevi odlok, bo kaznovan z najstrožjo kaznijo. Spet nekaj novega, samo zaradi tako imenovanih zmag. Sit sem že te vojne. Sinček se mi vsak dopoldan zbudi zaradi streljanja. Zrak je vedno slabši, poln smradu po smodniku in dimu. Ja, gost je napol okleščen in zgubil je tisto lepo zeleno barvo, ki jo je imel pred leti. Nobenih živali ni več v gozdu. Veste kaj? Pojdimo k njemu. Morda nas bo uslišal. Morda sploh ne ve, da smo siti njegovega vsakodnevnega vojskovanja. Prav imaš, k njemu gremo. Vidiš? S tem se ukvarjam v prostem času. Koliko vsega. Stari detektorji, radioaparati, kolesa, razbiti pisalni stroji. Eden izmed njih ni razbit. Prav poseben pisalni strojček je. Kakšen? Ta strojček piše samo ljubeznive, lepe besede. Čim gršo besedo želi napisati človek, tem lepšo besedo odtipka. Pa je res zanimiv strojček. Je res, kar praviš? Kar poizkusiva. Povej nekaj zelo hudega. Le kaj? Nerodno mi je, lahko bi te razžalil. Nič za to, saj ne bo zares. Samo da preizkusiva strojček. Dobro, naprimer, ti si moj največji sovražnik na svetu. Zdaj pa poglej. Ti si moj največji sovražnik na svetu. In zdaj kaj piše? No, prečitaj. Ti si moj največji prijatelj na svetu. Glej ga spaka, to pa je nekaj. Poskusiva še. Tvoja betica je nemogoča, podobna krompirju, tvoji zobje so podobni zobem nilskega konja, gledaš pa kot neumno tele. Tvoja betica je nemogoča, podobna krompirju, tvoji zobje so podobni zobem. Tako. In zdaj kaj piše? Tvoja lepa glava je podobna Gregori Peku, tvoji zobje so kot biseri in oči so ti kot modro poletno nebo. To je pa res imeniten pisalni strojček. Človek sploh ne more napisati kaj nevljudnega, kaj hudega, kaj ne? Samo najlepše, kot vidiš. Kako lep, odličen strojček. Tak pisalni strojček pa bi res rad imel. Kar vzemi ga. Mi ga res daš? Res? Ti si pa res dober. Vsak dan bom pisal na njem. Posebno takrat, kadar bom jezen. Veš, včasih sem jezen in rečem marsikaj slabega. Zdaj bom pa vzel pisalni strojček in moje grde besede se bodo spremenile v lepe besede. Prisrčna ti hvala. Res sem vesel. Podaniki so pred vrati veličanstva. Kaj pa želijo? Ne vedo, da sem utrujen in zaspan zaradi dopoldanske bitke. Ljudje pa res nimajo nobenega obzira do svojega vladarja. Mislijo, da se je boriti tako lahko, kot naprimer okopavati krompir, kositi travo ali pa molsti kravo. Naj pridejo, da slišim, kaj želijo. Naprej, podaniki! Veličanstvo kralj, bum, bum, bum! Vas pričakuje. Pozdravljen, častitljivi vladar. Dober dan, možje. Kaj vas teži? Zaradi gozda smo prišli, veličanstvo. Zaradi kakšnega gozda, možje? Zaradi gozda našega kraljestva, veličanstvo. Vedno bolj je okleščen.
Vedno bolj žalostno je videti veličanstvo. Tu pa ne morem nič pomagati. Vojna je vojna. Bum bumu se zahvalite. Sinček se mi vsak dopoldan zbudi zaradi streljanja, veličanstvo. A si morda kdaj slišal za top, ki ne bi počil? Če hočeš s topom streljati, moraš poslušati tudi, kako poka. Tvojemu sinčku pa streljanje samo koristi. Še dober vojak bo postal zaradi tega. Pisar, je kraljevič že prišel? Ne še veličanstvo. Ta bo pomnil današnji dan. Kaj vam še leži na srcu, možje? Zrak je v mestu vsak dan slabši, zaradi dima in smodnika. Možje, sploh vas ne razumem. Kaj je lepšega od dišav smodnika in dima? Kaj je lepšega od dima, ki se kot težak oblak podi po bitki nad gozdom? Če res dovolite, da povem, lepše mi je duhati cvetico ali pa rosno travo. Lepše mi je gledati modro širno nebo, veličanstvo. Kaj pravita k temu, general in pisar? Mož je gotovo bolan, izgubil občutek za von. Zame je najlepša dišava von smodnika. Pritrditi moram kolegi generalu. Tudi meni je najljubši von smodnika in dima, veličanstvo. Si slišal, mož? Poskušaj si ozdraviti svoj nos in stvar bo v redu. No kaj vas še teži? Nobene živali ni več v gozdu. Vse so zbežale. Srne, zajci, lisice, veverice, vse. Vse nam niso potrebne. Kaj pa bomo z njimi? Za pojedine jih bomo vozili v drugot, kaj ne, pisar? Popolnoma se strinjam z vami, veličanstvo. No, vidite, možje, čeprav bi rad vam ne morem pomagati. Gozd bo uničen, če bo vojna še dolgo trajala, veličanstvo. Tudi bumov gost bo uničen, celo prej kot naš. Že, to da... Morali bi biti ponosni na okleščen gost, na von smodnika, na dim. Morali bi biti ponosni na svojega vladarja, ki se dan za dnem bori in dokazuje svetu svojo vojaško sposobnost, ter raznaša po svetu slavo svojega kraljestva in tudi vašo, podanik. Saj smo ponosni, veličanstvo, toda vojna traja predolgo. Kaj bi ne bilo mogoče skleniti s kraljem Bumbumom za nekaj let premirje? Kaj? Zelo vam bomo hvaležni, tudi v miru vas bomo spoštovali. Premirje? Kako moraš reči kaj takega? Nobenega premirja! Ta mož je nevaren, veličanstvo. Mož, vidi se, da premalo razmišljaš. Za mir mora biti pripravljen tudi kralj Bumbum. Za mir moram biti pripravljen tudi jaz. Toda, kako naj živim v miru? Moj praded se je vojskoval. Moj praded se je vojskoval. Moj praded se je vojskoval. Moj ded se je vojskoval in tudi moj oče se je vojskoval. Kaj naj pa jaz delam? Naj pečem palačinke morda? Rojen sem kot vojščak in nadaljevati moram s tem, kar so delali moji predniki. Vi, podložniki, pa morate biti na to ponosni. Zelo sem žalosten, ker me utrujate s takimi rečmi. Zelo sem žalosten. Končal sem, možje. Nasvidenje, veličanstvo. Nasvidenje. Prav utrudili so me. Nesramni so, veličanstvo. Če bi bil na vašem mestu, bi jih kaznoval. Preveč ste popustljivi, veličanstvo. Kraljevič prihaja. Hej, sin! Dober dan, oče. Sem pridi. Zakaj pa si zbežal z nasipa? Dušil me je dim in smrad po smodniku. Dušil ga je dim in smrad. In to naj bo moj sin? General, Prosim, od danes naprej ga boš prijel trdo v roke. Namesto 2-3 ure vojaških vaj. razumem, veličanstvo. Pisar, Prosim, ti ga boš vzel v uk za pisanje pisem. Vsako tvoje pismo kralju Bumbumu bo prepisal in poslu odposlal. Morda bo s prepisovanjem tvojih pisem le začutil v sebi veselje do bojevanja in sovraštvo do kralja Bumbuma. In še to si zapomni. Od danes naprej si bam, bam, bam in ne bam.
Pisar, pokliči pesnika. Pesnik, naj vstopi. Veličanstvo. Si spesnil kaj novega, Sem pesnik? veličanstvo. Naj slišimo. Dosti kraljev je na svetu, toda kralj nad kralji je kralj bum bum bum, katerega boji se bum bum. To je dobro, to je dobro. Vidim, da si z imeni na tekočem. No, nadaljuj. Čez hribe in doline dim se je valil, duh smodnika nosnice je dražil. V rokah kralja bum bum buma zmagoviti prapor se je vil. Kralj bum bum pa na pomoč je vpil. Tudi to je dobro. Kralju bum 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 v bitki življenje viselo je na nitki, toda ustrajal je v bitki, dokler ni uničen bil. Bum bum! Ja, kaj ni morda to zadnje nekoliko pretirano. Bum bum ni uničen, ne? In med nama povedano, ne bi želel, da bi bil uničen, ker bi se potem ne imel s kom vojskovati. A prav, veličanstvo, popravil bom. Tako. Toda ustrajal je v bitki, dokler jo popihal ni bum bum. Že v današnjem večerniku bo veličanstvo. Prav, če že mora biti. Zaradi mene bi ne bilo treba, ne želim takih hvalnic. Preskromni ste, veličanstvo. Skromnost je vrlina vojščaka, ne pozabite. No, zdaj lahko gresta. Hvala, veličanstvo. Veličanstvo. Na levo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, na desno, 1, 2, prapapa, lezi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, stoj, sproži, top, 1, 2, prapapa, bum, 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 mirno, 2, 1, 2, 1, 2, voljno, 1, 2. Tako, kraljevič. Dovolj je bilo za danes. Bil si boljši kot običajno. To bom povedal njegovemu veličanstvu. Hvala za pohvalo, general. Opomniti te moram, da boš jutri zjutraj v bojni opremi na nasipu. Še pred začetkom bitke. Opomniti te moram, da moraš vzdrti do konca in ne tako strahopetno pobegniti kot včeraj. Nisem pobegnil zaradi strahu. Kaj bi se bal? Saj bum bum strelja na gosti, ne na nas. Zbežal sem zaradi samega streljanja in smradu in zaradi tega, ker mi je bilo dolg čas. Kako dolg čas? V tako lepi bitki pa dolg čas. Je. O tem, kar si rekel, bom govoril z njegovim veličanstvom. Zdravo. Pa sem ga spet polomil. Hej! Bam! Kdo pa kliče? Jaz! Fant s časopisi! Tu sem, na zidu! Skoči, nikogar ni! Pa je res od sile ta general. Na vsak način hoče narediti iz mene junaka. Toda to me ne skrbi preveč. Od danes me čaka nekaj hujšega. Moral bom prepisovati in pošiljati diplomatska pisma kralju Bum Bumu. Tista, ki jih piše pisar. To so pa huda pisma. Polna žaljivk. Sicer pa Bum Bumov pisar piše tvojemu očetu prav taka. Zdi se mi, da imata oba kralja podobna pisarja. In podobna generala. Zanima me, če ima Bum Bum tudi sina, ki je podoben meni. Ne, hčerko ima, tvojih let. Kakšna pa je? Lepa, zelo lepa in zelo žalostna. Zakaj? Zaradi ukleščenega gozda. Zaradi tega, ker v gozdu ni več živali. Zaradi tega, ker se po bitki vali čez gozd dim in smrad smodnika. Potem sva si pa res podobna. Zdaj sem pa še bolj žalosten. Pomisli, od zdaj bom pošiljal pisma jaz. Zvedela bo in mislila, da sem tudi jaz tak trdosrčnež kot naš pisar. Saj to je pa res nekoliko nerodno. O, zelo nerodno. Toda ne da se pomagati. Seveda se da. Le kako? Ja, kaj pa pisalni strojček, ki sem ti ga podaril? Pisalni strojček?
Vse besede, ki gredo skozi njega, dobijo drugačen, lepši pomen. To se pravi? To se pravi, če bo pisar pisal bum bumu, ti si moj največji sovražnik na svetu. Bo moj strojček odtipkal, ti si moj največji prijatelj na svetu. Tako je. Počakaj, kaj pa če bum tega ne bo verjel? Morda bo mislil, da se moj oče norčuje. Ja, morda bo prvič, drugič res mislil tako. Potem mu bodo pa začela pisma vedno bolj ugajati in nazadnje bo začel tudi tvojemu očetu pisati prijazna, prijateljska pisma. In nazadnje lahko postaneta še prijatelja. In skleneta mir. In spoznava kraljično, ki ima prav tako rada gost kot midva. Že dolgo nisem napisal tako dobrega pisma, veličanstvo. Preberi, pisar. Svojemu največjemu nasprotniku, kralju Bumbumu. Klicaj, mi, vejica, kralj Bumbum, vam želimo v tem pismu napisati, vejica, da ste največji zlobnež na tem svetu. Pusti vejice in pike, pisar. V redu, veličanstvo, čital bom naprej brez pik in vejic. Danes ste mi prikrajšali za pravo kraljevsko bitko in streljali le v moji dve mlaki, kot da bi želeli pobiti vse žabe, ki so v njih. Toda če tudi bi jih, meni bi ne storili s tem nič žalega, ker ne jem žabih krakov. Ne jaz, ne moji podložniki. Upam, da vas bo jutri srečala pamet in se boste borili tako, kot se za kralja spodobi. Vem, da sta vaš oče in vaša mati kriva, ker ste kralj, toda kljub temu mi ni vseeno, s kakšnim človekom se moram boriti. Tako nespretnega, tako neumnega in strahopetnega kralja še nisem srečal v življenju. Na boj, vaš največji sovražnik, bum. Odlično si napisal. To bo prava šola za bama. Najprej piše to lepo pismo, ter ga odpošlje poslu kralju Bumbumu. Tako nespretnega, tako neumnega in strahopetnega kralja še nisem srečal v življenju. Na boj, vaš največji sovražnik, bum. Odlično. Zdaj pa prečitaj, kaj je napisal pisalni strojček. Svojemu največjemu prijatelju, kralju Bumbumu. Mi, kralj Bum, vam želimo v tem pismu napisati, da ste največji dobrosrčnež na svetu. Danes sem užival v pravi bratski bitki med najinimi mlakami. Vem, da ste to naredili zaradi vašega dobrega srca, ker veste, da ni v mojih mlakah nobene žabe, pa tudi nobene druge živali. Upam, da boste jutri nadaljevali s tem prekrasnim streljanjem v mlake in da bova imela obilo prijateljske kraljevske zabave. Vedno bom hvalil vašega očeta in mater, katerima se imate zahvaliti, da ste kralj. Tako spretnega, tako pametnega in junaškega kralja še nisem srečal v življenju. Za mir, vaš največji prijatelj, kralj Bum. Kaj praviš? Lepo pismo. Samo če bo kralj Bum verjel. Morda temu prvemu res ne bo čisto verjel. Toda, ko bodo sledila druga v enakem tonu, ne bo mogel drugega kot odgovoriti tvojemu očetu prav tako prijazno. Prav imaš. Sel? Izvoli, kraljevič. To pismo boš nesel kralju Bumbumu. Bom, kraljevič. Tako. Zdaj sem pa prost. Kam jo bova mahnila? Kam? Kam drugam kot v gost? Tako je, v gost. Je vse nared, general? Je veličanstvo. Naj trobentači zatrobijo začetek bitke. Trobentači, zatrobite začetek 729. bitke.
General, prvi strelja moj sin. Bam, 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 stopi k topu. Bi ne bilo bolje, če bi streljal general, oče? Ti boš streljal, naučiti se moraš. Na topol miri, kraljevič. Ta je kralju Bum-Bumu najbolj pri srcu, njemu in njegovih hčeri. Si končal z merjenjem, sin? Sem. Potem zapoveduj. 1, 2, 3. Kaj pa je? Zaradi smodnikovega smrdu. Kakšnega sina imam? General, je kaj zadev? Nič. Naravnost v mlako na desni je padla granata. Sramota! Še v gost nisi zadev. Spet boš streljal. Rekel sem, da ne znam meriti. Se bo že naučil. Nasprotniki so že naravnali top. So kaj zadeli? Čudno. Tudi oni niso nič zadeli. Granata je padla v našo mlako na levi strani gozda. Odlično. Sin, k topu. 1, 2, 3. Nič, veličanstvo. Nič. Spet nič, veličanstvo. Kakšen dolg čas. Nič, veličanstvo. Takšnega nemogočega sina imam. Daj, sam bom pomiril. Tako. 1, 2, 3. Nažalost moramo ugotoviti, da tudi to pot ni nobenega zadetka, veličanstvo. Spet mlaka. Nezaslišano. Nobenega zadetka, veličanstvo. Kakšen dolg čas, kakšen dolgočasen dan. Kakšen dolgočasen dan. General, ti streljaj. Z veseljem, veličanstvo, z veseljem. Konec bitke, veličanstvo. Prav zdaj, ko bi zadev. Tako sramotna bitka. Zapovej, naj zatrobijo konec. Da, veličanstvo. Robentači, zatrobite konec 729. velike bitke. Veličanstvo. Kaj je pisar? Svojim očem ne morem verjeti. Pismo od kralja Bum-Buma. Toda kakšno pismo? Gotovo spet kleveta. Na to sem že navajen. Ne, to pismo se razlikuje od prejšnjih. Ni kleveta. Prijazno pismo je, poglejte. Dragi prijatelj, kralj Bum-Bum. Zanimivo. Dragi, mi pravi. Od kdaj pa sem njemu dragi? Najprej čestitam tebi in tvojemu kraljevskemu sinu zaradi novih imen. Kaj pa je to? Mislil sem, da ga bom s tem razjezil, on mi pa čestita. Zahvaljujem se ti za prijetno zadnjo bitko, ker si se tudi ti potrudil streljati samo v moji 2 mlaki in s tem dokazal enakost najnih plemenitih misli. Zanimivo. Norčuje se iz vas, veličanstvo. Tudi meni se tako zdi, veličanstvo. Z ozirom na vse to ti želim jutri veselo kanonado. Kaj se to pravi, kanonada? Kaj misli, da smo gasilci ali kaj? Da bomo streljali v zrak?
Žali nas veličanstvo. Nesramen je veličanstvo. Hoče, da bi mi streljali v prazno, on pa bi za njim samim strelom v polno prišel v vodstvo. Mislite? Da misliva, Tako seveda. misliva. Tudi pogleda, napisal mi je tvoj nekdanji nasprotnik Bum. Laže, veličanstvo. Laže. Pretentati nas hoče. Ostro mu moramo odgovoriti. Vedeti mora, da se z nami ne more tako igrati. Toda čudno se mi pa le zdi. In prijatelj, mi pravi prijatelj. Ne smete popustiti, veličanstvo. Ne. Spomnite se svojega pradeda, starega očeta in očeta, veličanstvo. Sami junaki. Vi pa kolebate. Nesramno mu je treba odgovoriti, veličanstvo. Mislite. Misliva. Že nekaj dni ni bilo uničeno nobeno drevo. Zdi se mi, da sta se kralja le nekoliko spometovala. Samo mlake streljajo, vedno manj vode je v njih, še malo pa bodo izsušene. Po mestu se šušlja, da bi jih zaradi tega lahko nekoč spremenili v orno zemljo. Prezgodaj je govoriti o tem. Najprej bi morali podpisati mir. Da, miru nam manjka, brez vsakodnevnega streljanja. Poglej, odkar več ne streljajo na gost, so se vrnile veverice. Tudi nekaj zajcev sem videl včeraj. In drevesa, kako so zelena. Njihov gost je gotovo prav takšen in kraljična ni več žalostna. Gotovo. Povej, pa so jezni nate, ker nič ne zadeneš. Najbolj sta jezna general in pisar. Oče pa se mi zdi vsak dan manj. Kraljevič! Kaj je, pisar? Po vsem mestu te iščem, ti pa tukaj. No, pismo za kralja Bumbuma. Prav krepkega sem napisal danes. Upam, da ga boš bolje prepisal, kot pa si streljal danes dopoldan. Zakaj pa ti ne streljaš, pisar? To ni moj posel. Jaz sem pisar in ne vojak. Nasvidenje. Še približati se ne upa k topu. Naj vidiva, kaj je napisal. Svojemu največjemu nasprotniku, goljufu, strahopecu, kralju Bumbumu. Vaše besede v zadnjih pismih niso mogle preslepiti mojega junaškega srca. Niti besedice vam nisem verjel. Vem, kaj nameravate z vašo jalovo taktiko zadnjih dni. Speljati me na led in potem uničiti moj lepi gost. Po zadnjem pismu ne dvomim več, da ste največji goljuf na svetu. Jutri bodo moje granate orale po vašem gozdu in veliki topol bo obležal v blatu. Na boj! Vaš sovražnik Bum, kateremu se hudo gabite. O, kakšno pismo! Pisar si pa res ne želi miru. Morda se boji, da bi potem ne imel več kaj delati. In prav tako je z generalom. Pojdi, greva prepisati pismo. Si končal? Sem, poslušaj. Svojemu največjemu prijatelju, poštenjaku, junaku, kralju Bumbumu. Vaše besede v zadnjih pismih so bile pravi med za moje junaško srce. Vse sem vam verjel. Vem, kaj nameravate z vašo krasno taktiko zadnjih dni. Želite, da bi postala še boljša prijatelja in da bi rasel najin gost v miru in lepoti. Začetek 742. bitke. Strelja Kraljevič. K topu, sin. 1, 2, 3. Mlaka. Slepo granato so ustrelili. Slepo granato? Čudno. Slepo granato? Zdaj je pravi trenutek, veličanstvo. Granat jim je zmanjkalo, to je nič drugega.
zato streljajo s slepimi. Tako je, veličanstvo, zdaj jih lahko uničimo. To bi ne bilo pošteno, oče. Res je, res je. Počakati moramo, da dobijo prave granate. To bi ne bila poštena bitka. Tudi mi streljajmo slepo granato. Potem pa general zapovej konec bitke. Razumem, veličanstvo, razumem. Trubentači, zatrubite konec 742. bitke. Sramotne, dolgočasne bitke. Čisto po otročju se je naš kralj Bum Bum Bum. Vsak dan bolj verjamem v pisma kralja Bum Buma. Tega ne morem razumeti. Zakaj hoče kralj Bum Bum mir? Zakaj piše ta prijazna pisma, kljub mojim žaljivkam? Morda zaradi hčerke. Sveda, morda zaradi hčerke. Hej, hotel bi jo poročiti z našim kraljevičem. Ne sme priti do tega. Ne sme. Potem bom med kraljestvi mir, izgubil bom svoj vojaški ugled, še službo lahko izgubil. Z mano bi bilo prav tako. Kaj bi le delal v miru? Komu bi pisal sovražna pisma? Kar naj počaka bom. Danes mu bom napisal tako pismo, da ga bo minila volja do miru. Nazadnje so streljali s slepimi granatami. Morda jim je zmanjkalo pravih granat. Ne bi rekel. Naš general se je oskrbel s strelivom za nekaj let naprej. Nekaj drugega mora biti. Morda pa je le pomagala naša prošnja. Pismo od kralja Bum Buma, veličanstvo. Sem z njim. Izvolite, veličanstvo. Kralj Bum Bum vas prisrčno pozdravlja in tudi poslal je nekaj za vas. Poslal? Kje pa imaš? Tukaj, izvolite. Zlata ura. Kako je krasna. In kaj piše na pokrovčku? Svojemu prijatelju, kralju Bum Bum Bumu, prijatelj kralj Bum Bum. Ja, kaj takega. Tudi mene pogostijo in tudi meni je dal kralj uro. Samo da ni tako lepa kot vaša. Tudi tebi, krasno. No, zdaj lahko greš, odpočij se. Razumem, veličanstvo. Dragi prijatelj Bum Bum Bum, moja hči in jaz se ti iz srca zahvaljujeva za vse, kar si za naju storil zadnje čase. Preko si podiral svojimi granatami drevje, ni mogla revica spati od same žalosti. Pozno v noč je objokovala vsako padlo drevo. Zahvaljujem se ti tudi, ker si mi zravnal obe mlaki. Že pred dnevi sta se izsušili in jeseni bomo lahko na njih posijali ozimino. Zato sem tudi danes streljal slepo granato, ker se mi zdi, da sem tudi jaz tebi pripravil zemljo za setev na tvojih nekdanjih mlakah. Svojemu generalu sem že rekel, naj prečita nekaj knjig o poljedelstvu, ker bo jeseni prevzel delo na polju pod svoje poveljstvo. Ker nimava več nič početi s pravimi granatami, ti predlagam, da streljava od danes naprej slepimi granatami, samo zaradi tradicije. Smodnik teh granat prav tako prijetno draži nosnice, midva pa se lahko ob streljanju še naprej kratkočasiva. Saj bi bil drugače dan predolg. Hvala za lepo pismo. Tvoj prijatelj, kralj Bum Bum. Tvoj prijatelj Bum Bum. Moj prijatelj Bum Bum. Veličanstvo, nova pesem. Pesem? Kakšna pesem? Najbolj grozna pesem, 100 mrtvih, vse v krvi. Nočem poslušati groznih pesmi, nočem krvi. Veličanstvo, vedno ste imeli radi takšne pesmi. Me je že minilo, nočem več. Napiši pesem o prijateljstvu med dvema kraljema. Ne, napiši pesem o splošnem prijateljstvu. O prijateljstvu, kaj prav slišim? Ja, kaj pa ti je? Kaj ne znaš spesniti kaj takega? Seveda znam, veličanstvo, še lepše kot pesmi, ki sem jih pisal doslej. Spesnil bom. Nasvidenje. Pisar, general,
Da, veličanstvo. Izvolite, veličanstva. Od jutri naprej streljamo slepimi granatami. Kako, kralj? Slepimi granatami, sem rekel. Ste dobro razmislili, veličanstvo? Pretentati vas hoče. Vohuni so mi povedali. Lažeta. Celo darilo mi je poslal. Za prijatelja me ima. Nič več vama ne verjamem. Od jutri naprej slepimi na boj. Ste razumela? Sva razumela, veličanstvo. In ti, general, pojdi v knjižnico in preštudiraj vse knjige o poljedelstvu. Razumem, veličanstvo, o poljedelstvu. Posebno o pšenici. O pšenici. Že celih 14 dni streljajo slepimi granatami, kot za praznike. Saj tudi je en sam praznik, komaj da se še kje pozna razdejanje. Naša prošnja je pomagala, možje. Prijateljstvo je lepa stvar, najlepša stvar, najlepši dar. Bolj dragoceno od srebra, bolj dragoceno od zlata. Od zlata. To je dobro, od zlata. Čisto pootročil se je, celo pesniti je začel. Aha, bolan je, bolan. Prečital sem že 20 knjig o poljedelstvu in še mu ni dosti. Hoče, da bi iz vojaka postal agronom. General, tega bombumovega dopisovanja ne razumem. Slišal sem, da je on prvi dobil ljubeznivo pismo. Nemogoče, saj sem sam pisal pisma. Da, ampak Kraljevič jih je pa prepisoval. Misliš, da je on spreminjal moja pisma? Pismo od kralja Bumbuma, veličanstvo. Od mojega dragega prijatelja. Kaj piše? Dragi brat. Dragi moj brat, že mesec dni streljava s slepimi granatami in ves ta čas imam občutek, da proslavljava en sam praznik. Praznik konca najne vojne. Prav ima, krasno, praznik. To streljanje me je začelo počasi utrujati in vsak dan me bolj mika, da bi prišel k tebi, k meni. Popila bi kozarček vinčka, namesto streljanja pa bi zaigrala šah. Saj pravijo, da je to kraljevska igra. Kraljevska igra. Saj veš, da imam hčerko. Moram ti zaupati, da bi zelo rada videla tvojega sina. Mojega sina. Predlagam, da bi prišel k tebi na obisk. Jutri ob 9, ko se ponavadi začne najina bitka. Piši mi, prosim, če se s tem strinjaš. Tvoj Bumbum. Krasno. Kdo bi se ne strinjal? Hčerka, sin, šah, brat, prijatelj, papir, pero. Samo 2 stavka bom napisal. Strinjam se. Tvoj Bumbum. Tako, sel, kar odnesi ga Bumbumu. Takoj. Že grem, veličanstvo. General, pisar. Da, veličanstvo. Od jutri naprej nobene bitke več. General, top v topilnico. Iz njega naj naredijo pluge. Od danes naprej si poljedelski minister. Kralj Bumbum pride jutri na obisk. Vse mesto naj bo okrašeno. Od danes naprej smo pravi prijatelji. Saj smo pravzaprav z mirom bili.
General pripravi šahovsko desko za prvo partijo šaha med Bum-Bumom in menoj Bum-Bum-Bumom. Razumete? Razumeva. Veličanstvo. Še nikoli nisem bil tako srečen, kot v tem trenutku, ko lahko stisnem roko tebi, kralj Bum-Bum. Še nikoli nisem bil tako srečen, kot v tem trenutku, ko gledajo moje oči tvoje obličje, kralj Bum-Bum-Bum. Kaj pa imaš rada, hčerka kralja Bum-Buma? Ljudi, živali, gost, sonce in nebo in vse. Pa vidva? Vse to imam rad kot ti. In jaz prav tako. Mislil sem, da si čisto drugačna, ti in drugi ljudje v vašem kraljestvu. In jaz sem mislila prav tako o tebi. Zdaj pa vidim, da smo si vsi podobni. Vprašali ste me za top. Iz firme Rauser je bil. Zdaj pa sem iz njega dal napraviti 40 plugov. Ti plugi bodo nosili ime neke naše domače firme. Začel sem se zanimati za poljedelstvo. Tudi naš top je bil iz firme Rauser. In kot ste že rekli, tudi jaz sem dal narediti iz njega 40 plugov. Postal sem pa pravi strokovnjak za poljedelstvo, posebno pa za pšenico. Moram reči, da me nova funkcija navdaja z nekim posebnim veseljem. Moji predniki so bili namreč kmetje. O, zanimivo. Enako lahko trdimo sebi. Tudi moji predniki so bili kmetje. Zanimivo je, da sva študirala na isti univerzi, gospod kolega pisar. To sem takoj opazil po vašem bleščečem slogu, gospod kolega pisar. Hvala. Zdaj pa bi lahko začela, kaj ne? Ti si gost, zato boš imel bele figure, kralj Bum-Bum. A v redu, kralj Bum-Bum-Bum, lahko začneva. Trobentači, naj zatrobijo začetek. Začetek prve prijateljske partije šaha med kraljem Bum-Bumom in kraljem Bum-Bum-Bumom. Tu nimamo več kaj iskati, samo motili bi ju. Prav imaš. Kam bi šli? Lahko bi šli v gost. O, to bi bilo lepo. Kaj pa pisalni strojček, kraljevič? Ne potrebujeva ga več? Se res? Kaj bi z njim? Pojdimo in ga podarimo nekomu, ki ga potrebuje. Misliš, da je še kdo, ki ga potrebuje? Nažalost, še veliko jih je. In kje bomo našli tiste, ki ga potrebujejo? Oglas bomo dali v časnik. Poklanjamo čarobni pisalni strojček, ki spreminja vse hudo v dobro, ki sovraštvo spremeni v prijateljstvo, vojno v mir. Ki spreminja vse hudo v dobro, ki sovraštvo spremeni v prijateljstvo, vojno v mir.